63-letna Angela Merkel je bila ponovno izvoljena za kanclerko četrtega in verjetno končnega mandata. Ocenjujejo, da bi se prav ta lahko izkazal za najbolj zahtevnega, saj bo vodila zelo krhko koalicijo. Merklova se je srečala pred ponovno prisego še s predsednikom Frankom-Walterjem Steinmeierjem. A njen ponoven prevzem se ni zgodil brez protesta. Neznanec je namreč danes v Berlinu skušal ustaviti Merklovo na poti iz parlamenta. Vpil je, da naj mu pomaga, a sta ga dva policista zelo hitro utišala. V panamskem mestu Colón so izbruhnili protesti zaradi slabe infrastrukture in drugih pomanjkljivosti v mestu. Po besedah lokalnih medijev so v protestih bili poškodovani 4 policisti. Več ljudi so aretirali zaradi vandalizma in plenjanja. Protestniki so bili jezni na oblasti zaradi poročanja o počasnem tempu pri določanju mestnega kanalizacijskega sistema in oskrbe z vodo. Protestniki so zahtevali, da se njihova stavka nadaljuje še 24 ur, da bi s tem povečali pritisk na oblasti. Mesto je na severnem delu kanala in je ključno pristaniško območje za državo. Prebivalci so prepričani, da denar, ki prihaja v mesto, ni vložen nazaj v ustrezno infrastrukturo in programe javnih del. Eden od 22 preživelih nedavne letalske nesreče v Katmanduju, Nepali Keshav Pandey, je v bolnišnici in razlaga o poteku nesreče, v kateri je umrlo najmanj 51 ljudi, od tega 22 oseb iz Nepala, 28 bengalskih državljanov in enim Kitajcem. Letalo je bilo na poti v Katmandu iz Dake v Bangladešu. Pri letalskem operaterju ZDA Bangla Airlines so izjavili, da je še prezgodaj, da bi kogarkoli okrivili, potem ko je prepis pogovora pilotov z nadzorom nad tlemi v Katmanduju pokazal popolno zmedo. Pandey je dejal, da je šel pilot pri pristanju predaleč na desno, nato pa se je spet povzpel navzgor po severni dolini. Po močnem udarcu strani je po njegovih besedah bilo takoj polno dima, tako da je vedel, da mora pobegniti, preden bi zagorelo ali prišlo do eksplozije. Ob nesreči je kitajsko veleposlaništvo v Nepalu aktivno pomagalo pri odstranjevanju posledic in sprožilo protokol o konzularnem varstvu. Bangladeš pa je odposlal delegacijo v Katmandu, da pomaga pri preiskavi vzroka nesreče. Donald Trump je obiskal kalifornijsko-mehiške meje, kar je pritegnilo množice protestnikov, ki so izrazili kritiko njegove politike priseljevanja in načrtovanega mejnega zidu. Trdijo, da ne bodo podprli zidu, ker je Trump kriminaliziral njihovo skupnost. Obenem pa pravijo, da gre za metanje denarja skozi okno. Pozivajo ga, da naj si vzame čas in gre v njihove šole, kjer je treba poskrbeti za nov kurikulum, ne pa za sejanje sovraštva. Trump vztraja pri postavitvi prototipskega zidu, ki bi zamenjal nekaj 100 metrov že zarjavele ograje med obema državama. V naslednjih 2 letih pa naj bi naredili celotno steno, za katero je še treba poiskati $18 milijard.